Ob spolski cesti majhne nepazljivosti je Omarja zaneslo v jarek. Kot vidimo, se je takoj pobral in seveda šel v lov za ubežnikom, ki mu je ta čas malo pobegnil. Ampak po nekaj kilometrih vožnje ga je že nekje pred Gerlicami ujel, tako da sta složno začela voziti spet naprej, tako kot do sedaj. No, po vožnji čez te hribe in doline Goričkega smo spet na cesti Rogaševci-Cankova. Tukaj vidimo malo deklico, kako lepo z svojim očkotom se pelje na malem maratonu, to je 35 km. Poglejte, kako lepo vrti pedale, kot bi bila že nekako izkušena tekmovalka. Vidimo mamico, kako pomaga sineku na Cankovski hrib. Tudi to je bilo lepo požrtvovalno si pogledati, kako ga je mamica spodbujala, ga potiskala, povlekla, z besedami spodbujevala, da je vse pelo naprej in seveda tudi prišel do končnega cilja, to je v tišini. Tako da tudi tisti, ki niso bili nekje po progi okrog, če bi videli vse te stvari, kako eden drugemu pomagajo, to je tudi cilj tega maratona, da se tudi spoznajo, pomagajo eden drugemu in to se je na današnjem maratonu pogosto dogajalo. Največkrat so pač očke, mamice pomagale svojim sinom oziroma hčerkam. No, vidimo tudi tega majhnega otroka, kako je že skoraj čez polovico proge 35 km odpeljal. Pričakujemo vodilna kolesarja Bernarda Omarja in pa tekmovalca Branika iz Maribora iz smeri Korovec v Cankovo. Mi bomo seveda se počasi s kamero odpeljali na cilj v tišino in vam poskušali prikazati, kako je vzdušje na cilju po prepeljanih 67 km in pa po prepeljanih 35 km. To sta vodilna tekmovalca Branika Maribora in naš domačin Bernard Omar, ki lepo složno peljeta proti cilju na tišini. V vodstvu vidimo Bernard Omarja, kako bi lahko rekli skoraj profesionalno pelje. Lepo se menjavata, že sta tu nekje blizu Skakovec. Torej še 5, 6, 10 km ju loči do cilje. Lepo se menjavata v vodstvo, vlečeta, hitita proti cilju, da prideta čim prej na cilj. No in še nekaj besed z zmagovalcem. Seveda obvezna kapica sponzorja, to je zavarovalnica Triglav. In sedaj pred nami Omar oziroma Bernard Omar. Gospod Omar, kakva je proga zdaj izgledala? Proga je bila vredna, fajn razgibana, malo je bilo mokro. Enkrat sem se malo me vrglo s ceste. No, mislim, da glih v tem padcu bi jaz malo rad povedal. Nekako je malo tista bankina bila ozka, cesta masna, je to vse vplivalo, ampak si vseeno nekako srečno dobro odnesel, kajti blizu so bili tiste električne štange. Ja, to sem imel resno srečo, pa hvala Bogu ne bilo defekta, pa kako je z menjalnikom narobe, tako je šlo dobro dol. No, kot smo videli to po celi progi, sta s tem kolesarjem, ne vem odkot je bil, zelo dobro fajn skup vozila, tako se skoraj na eni pravi dirki vozi. Ja, najprej sem bil trije. Te pa so na tistem hribu proti Krameru in sem ostala samo, tudi bo šla na smene, tako se to vidim, pač jaz sem v te Gederce pospešil.
Aha, tako, zdaj v Gederovci si odišel sam, pa prišel v tej cilji. Ja, seveda, čestitke v imenu gledalcev, pa tudi na drugem maratonu ali pa na tisti boljši dirkaj, ko bi se tako pripeljal. Pa povedal, malo smo pospešili, pa sem vse tekmovalce pustil za sabo. Ja, upam, da tako bo. To je bil tekmovalec kolesarskega kluba Tropovec, ki je prvi prevozil ta maraton dolg 67 km. Imamo pa priložnost tudi, da povejmo par besed z tisto, ki je najhitreje prevozila 35 km tu na Tišini. Ste prvič tu na Tišini ali ste že kaj v tem našem becerku bili? Na Tišini sem prvič, sem pa v Moravcih. Odkot pa ste? Iz Čerešnjevec pri Gornji Radgone. A ja, saj midva se že malo poznava, sva se že malo pogočavala zmejs. A mož tudi tu? Tudi, ja, on je šel na veki maraton. Aha, njega zdaj pričakujemo. No, bo prišel. Kaj povejte za te, ki je zdaj pač prvič bil ta maraton tu organizirani? Je dobro organizirani? V redu organizirani, ja. Varnost kakšna je bila po cesti? V redu, mislim, ker v nedeljo niti ni tako prometa, ne, pa ni bilo problemov. No dobro, to ni bilo. Kaj pa proga, še nekaj poveva o progi? Proga je v redu, zato ker ni veliko hribov, ne. Pa malo pogled na našo prekmursko pokrajino. V redu, lepa je. Nekaj lepa bila. Sicer je ne bilo časa za pogledati. No, to je bila gospa, predstavila stva se nej? Kotnik Tatjana iz Čerešnjevec. Kotnik Tatjana, ki je najhitreje prepeljala ta maraton. Mi vam seveda v imenu gledalcev čestitamo in še več takšnih medalj. No in pa med tistimi, ki so najhitreje prepeljali 37, je bil ta gospod, če se predstavite malo. Klemenčič Boris iz Radenec. Torej, domačin iz Radenec. Kako, kaj se je proga dopadla? Odlično. Kljub dežju odlično. Kaj pa varnost tekmovalcev? Jaz mislim, da je bilo za vse poskrbljeno. Za vse poskrbljeno. Sama proga malo gor dol je super. To še ni dobro izbrano, to še niso skloni. To je ravninska proga. No, trenirate dosti, kajti ogromno ljudi se je peljalo in vse premagate. Normalno več vozim kot letos, ne? Letos sem bolj len. Bom pa začel malo bolj. A malo bolj? Ja. Tako da tudi malo bolj gre, kot prej. Ja, da ne bo rit bolela. No, tako, to je bil zmagovalec na 35 km, ki sigurno medaljo bo imela ta deklica. Tako, koliko je pa stara? 2 leti pa pol. Torej, 2 leti pa pol, pa je že na maratonu. Kdaj je pa ta tretji prišel? Tretji je prišel. Listek, za mali. Od sebi imam znanega, ne prekmurskega, ampak pomurskega kolesarja, Danila Ivančiča, nekdanjega kolesarja šampiona, šprinterja, ob njem je sin. Ampak jaz očitno ne bom nič vprašal bom pa sina. Vem, da se mladi kolesari že tekmuješ, kolesariš v Veržeju. Ja. In kaj voziš z gorskim kolesom? Ja. Zdaj, da boš povedal še kaj drugega kot ja, ti oče kaj pomagati na sveti? Včasih.